V avtoservisu Špajzer Trbovlje vam omogočajo nakup vozil znamke Citroen in nakup rabljenih vozil različnih znamk. So pooblaščeni zastopnik znamke Citroen. Opravljajo servis vozil, kleparska popravila vozil, premontažo pnevmatik in optiko vozil. Za več informacij so dosegljivi na sedežu podjetja ali na telefonski številki 03 66 30 170. Citroen. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Ja, tokratno oddajo snemamo res v takih čudnih časih. Tu smo še pred kakšnim tednom sedeli, kofetkali, tudi kaj drugega spili, se pogovarjali. Zdaj nam je to zaradi teh korona časov malce onemogočeno, ampak prijazni lastniki so nam dovolili, da v tem prekrasnem ambientu bara Maln posnamemo zanimivo oddajo. Iz kje ste vi prišli? Iz Smlednika. Iz Smlednika. Kje je to? Za Zasavce? Mogoče ne vemo. Med Ljubljano in Kranjem. Tako. Vi ste socialna pedagoginja z imenom Deni Kragelj. Poleg tega ste tudi pisateljica. Tega se bova še dotaknila. Kako je šla vaša izobrazba? Kako to, da ste se za ta poklic odločili? Jaz sem si v bistvu želela biti specialna pedagoginja, defektologinja, ker sem že prej delala z otroki s posebnimi potrebami in me je tam vleklo. Ampak sem bila sprejeta na smer socialna pedagogika in preden sem dobila rezultate, sem ugotovila, da bi jaz pa raje delala kot socialni pedagog in kot mi mami pravi, sem čarovnica in tako se je zgodilo, da sem tam bila sprejeta. Za lajke razlika, specialni, socialni. Socialni pedagogi smo bolj usmerjeni za vedenjsko problematiko in je nekoliko širši spekter kot specialni pedagog. Imamo vse posebne ljudi, srečem, vse drugačne, vse, ki odstopajo, tako da smo usposobljeni za delo v zaporu, v domu za ostarele, v vrtcu, v različnih zavodih. Pokrivamo res eno široko področje. In zakaj ste se odločili za takšen poklic? Zakaj ste se odločili, da boste delali s takimi osebami? Je bilo kaj v družini, kaj podobnega, v vaši okolici ste koga poznali, da vas je nekako potem to privedlo do tega poklica? Enostavno mi je bilo všeč delati z ljudmi. Imela sem nekaj prijateljev, ki so imeli cerebralne paralize ali bili na nek način posebni. In tam sem se počutila domače. Tam sem vedela, kako jim pristopiti. Z majhnimi sem rada delala z otročki in vedela sem, da bi rada bila v tej najmlajši populaciji, tako da tudi zdaj me vleče ves čas med otroke, ne glede, da sem usposobljena tudi za delati in z mladostniki in z odraslimi, starejšimi. Ugotovila sem pa med študijem, da me res najbolj zanimajo tisti, ki vedenjsko odstopajo. No, včasih sem kakšnega nogometnega trenerja vprašal, s kakšno starostno skupino je lažje delati, z tistimi malčki, malo starejšimi ali potem recimo člansko ekipo. Zdaj, včasih smo v družinah rekli, mali otroki, majhni problemi, veliki otroki, večji problemi, odrasli, veliki problemi, še večji problemi. Je tu podobno? Jaz pa pravim, da se nam mogoče zdi majhen problem, ampak za tistega majhnega otroka je to enako velik problem, kot je za nas lahko ločitev ali pa smrt prijatelja, recimo. Tako da ne bi jaz rekla, kako je s to problematiko, ampak samo delo lahko je za nekoga težko delati z odraslim, za drugega pa z otrokom, tako da je tako zelo subjektivno. Meni je najlažje delati z majhnimi, ampak marsikdo pravi, da mojega poklica ne bi nikoli opravljal. Kje vse ste delali? To je kar dolg seznam, kar mi je veliki plus pri naši fakulteti je to, da je ogromno praktičnega dela.
Tako da sem delala v zavodu za gluhe in naglušne, v zavodu za slepe, slabovidne, v Malči Belč zavodu, v Janezlevcu tudi za otroke s posebnimi potrebami, z duševnimi motnjami. Delala sem v prevzgojnem zavodu Radeče, v stanovanjski skupini, v vzgojnem zavodu v Smledniku. Tako da res veliko praktičnega dela, veliko prakse, veliko projektov, ogromno smo si tudi ogledali, tako da sem res veliko stika imela z različnimi institucijami. Veliko ste videli, veliko ste slišali, lahko torbo pustite v službi, pa vse to, kar ste videli v službi, slišali, pustite tam, pa ne nosite domov? To so me pa kritizirali že v študijskih časih. Vedno, ko sem dobila poročila z prakse, je bilo super dela, ampak preveč se angažira, ona živi to in to ni v redu. Tako da tudi jaz nimam službo in prosti čas se mi zdi, da se to zelo vse skupaj prepleta. Tako da rečem, da imam jaz več služb in tudi biti mama je ena izmed mojih služb. Kot specialni pedagog trenutno delam, to je moja druga služba, pisanje pravljic je moja tretja služba, poučujem pa tudi različne vadbe, to je moja četrta služba. Tako da vse so hkrati moji hobiji, vse imam rada in tudi moje službe. Saj verjetno je življenje lepše, če ima človek tisto, kar dela rad. Sigurno, ja. Ne. Da te izpolnjuje in me nekdo vpraša, kako lahko po celem dnevu delaš to, pa otroke zrihtaš vmes, potem pišeš, pa zvečer greš še na vadbo. Reče, mene to napolni, vsaka od teh stvari me polni. Kakšen dan me ena prazni, pa me druga polni, kakšen drug dan je obratno. Ampak brez kakšne od njih ne bi šlo. No, zagotovo so pa časi, o katerih sem uvodoma govoril, korona časi, bistveno drugačni tudi pri vašem delu kot mogoče leto nazaj. Je, sigurno. Bilo je sicer nekaj več časa za družino, kar mi je zelo prav prišlo. Nisem marca, aprila, takrat, ko je bila karantena, to doživela toliko negativno. V službi imamo Takrat ste bili doma? Takrat sem bila doma, ja. Kje so bili pa otroci? Otroci so tudi bili doma, ker To je bilo delam. verjetno zelo težko, ne? Ker Ja, za starše je bilo zelo. Tudi starši, nekateri v službo hodijo in otroci so pa potrebni prav posebne nege, ne? Ja, tudi zdravstveno so zahtevni, tudi težko jim je razložiti mojim otrokom iz razreda. Težko jim je razložiti, zakaj morajo biti doma, zakaj ne morejo v šolo. Manjkala jim je družba vrstnikov, manjkala jim je tista naša rutina. Tudi avtisti so med njimi, ne. Oni tudi rabijo svoj red, svojo rutino. So Tako bili da bilo veseli, je. ko so se vračali? Zelo, zelo. In tudi zdaj Verjetno se zelo vsi, bojijo, ne? da ne bi spet prišlo do karantene. Kaj se je pa pri samem delu spremenilo? Prej ste mi dejali, ko sem si nadel masko, da jo pri svojem delu vi pa praktično ne morete uporabljati. Ja, tudi starši se s tem strinjajo, ker so moji otročki majhni, učim jih govoriti, učim jih zobe umivati, učim jih jesti, rabijo bližino, rabijo stik, rabijo nasmeh, rabijo mimiko obraza. Se objemajo tudi verjetno, ne? Veliko, ja. In brez vsega tega ne bi šlo, jaz jih ne morem držati na distanci. Vam vlečejo tudi masko? Tako, masko vlečejo in tudi oni ne vejo prebrati iz oči, ali sem se nasmejala, ali sem jezna, ali sem resna. Iz mojega odziva se poučijo tudi vedenja in vse, kar smo ves čas delali, celo leto delali, se je hitro začelo podirati in sem ugotovila tudi, da je za njih veliko bolj škodljivo, če se oni moje maske dotikajo, če je snemajo, ne morem je na varen način nositi po pravilih, kakor je treba in sem tudi v sodelovanju s starši prišla do sklepa, da je znotraj razreda bolj varno za njih, da maske ne nosim. Drugih ukrepov se pa držimo, tudi po zavodu masko imamo, razkužujemo, skrbimo za higieno, tako kot vedno, pa še bolj. Stroka je pa šla v korak z vami tu pri tej zadevi? Ali je kar potrebovalo nekaj časa, ali bolj starši se pogovoriti? Starši držijo z mano, ampak navodila z višjih
instanc. Od zgoraj so navodila takšna, da ne grejo z mano skupaj. Da ne gredo, ne? Žal, pogosto je tako. Kako pa sin pa hčerka sprejemata, pa ne nazadnje tudi vaš mož, to vaše delo, razdajanje, delo za osebe s posebnimi potrebami, pa potem verjetno tudi pogovori doma o tem. Moja hčerka je lani pred korono še hodila z mano v službo enkrat na teden. Aha. To je bila čudovita izkušnja in za otroke in za njo. Ona je zdaj stara 5 let, se pravi, takrat je bila 4 in je bila približno na isti stopnji ali pa celo malo višji od otrok, s katerimi delam. In jim je bila dobra motivacija za vztrajati pri delu, ker so njej veliko lažje sledili kot meni, oziroma koncentracija je z mano popustila, če so pa z njo sestavljali sestavljanke ali karkoli, je to bila igra. Tako da sem veliko lažje delala z njimi preko nje in to je bila zelo dragocena izkušnja, kar bi skoraj da mogla biti praksa stalna. In je tle velik minus, da tudi ona me sprašuje, kdaj bo lahko šla spet z mano v službo. Učenci me sprašujejo, kdaj bojo spet videli. Tudi slike potem pokažem in en učenec, ko spravi, joj, moja, res jo pogreša. Tako da ona je bila zelo vpletena v ta del pravljice. Itak pišem z njima v bistvu. Sin je tudi šel nekajkrat z mano na kakšne dogodke v službo in sta oba ponosna pravzaprav na to, kaj delam. In se mi zdi, da sploh hčerka, da bi znala iti po mojih stopinjah, da se najde. Mož pa tudi to lepo sprejema. On občuduje in pravi, da on pa tega ne bi mogel nikoli. Aha, in imate po njem podporo. Imam podporo, ampak pravim, on je drugačne sorte, ampak me zelo podpira in sprejema moje delo. Zagotovo vsak tega ne zmore. Vsaj tisti, ki vsaj malce pozna delo z takimi osebami. Kako pa gledate na okolico, na slovensko družbo, na sprejemanje drugačnosti? Ne nazadnje so ti otroci, pa te osebe s posebnimi potrebami vendarle drugačne, kot od nekih normativov, ne? Če lahko tako v navednicah rečem. Zdi se mi, da je družba preveč še zaprta za te stvari. Vsi si predstavljajo te luštne davnovčke, ki govorijo, ki hodijo, ki živijo precej samostojno, so prijazni. Teh naših otrok, ki imajo najtežje duševne motnje, težje pa težke, oni so velikokrat zaprti v zavodu. In tudi moram priznati, da marsikateremu staršu je nerodno se sploh iz kakšnih vasi kazati v javnosti svojim otrokom in jih več zapirajo oziroma se nekako izolirajo že sami. Tako da vidim, ko jih peljem ven, svoje učence, tudi jih grdo gledajo, pa se jim začnejo smejati, ker so na vozičku, pa kako to govorijo, pa zakaj se slinijo. In jaz takrat pristopim tudi do teh otrok iz vrtca, iz šole, pa predstavim, gled, to je ta pa ta fantek, on je zelo prijazen, je prav takšen kot ti, ima rad otroke, on bi se rad igral z vami, rad bi vam to pa to povedal, roko bi vam rad dal in pomagam tisti stik vzpostaviti in takrat so tudi oni odprti. Ampak manjka in delamo na tem, da bi združili, da bi otroci videli tudi to populacijo, da se že od majhnega začne, ker res je premalo tega stika z njimi. No, se mi zdi, da je na tem mestu prav, da preberem eno vaših pravljic, ki je vam najljubša. Tako je. Saj verjetno so vam vse ljube. Ne nazadnje ste jih sami napisali, ne? Naslov pa je, sem našel, Vrtec želv. Vse se pa začnejo pravljice takole. Nekoč že dolgo tega, kaj ne? Tako, to je tisti uvodni stavek, ki Otroka prestavi v en mehurček in potem, ko drugič, tretjič slišijo pravljico, že kar malo se nasmejijo, se vidijo tisti črvički, oni odpotujejo v ta svoj pravljični svet in vejo, da bo vse v redu, da obstaja rešitev, da bo zaključek lep in se sprostijo. No in preden preberem to pravljico,
je še tako nekakšno navodilo, tema za pogovor z otrokom in za to pravljico pravi: dobro in slabo, povezati se, izključevanje drugačnih, sprejemanje in sodelovanje. Nekako ravno o tem, kar ste malo prej govorili, o drugačnosti, sprejemanju drugačnosti. Torej, nekoč že dolgo tega je globoko v morju živela velikanska želva s polnim oklepom izkušenj. Preplavala je ves svet in videla veliko dobrega, pa tudi slabega. Ker je bila že prestara za potovanja, se je odločila ostati tam, kjer se valijo želve, skrbeti za mladičke in ustvariti vrtec. Že dolgo je opazovala življenje v morju in se spraševala, zakaj se vsi ves čas prepirajo, odrivajo in žalijo. Nesrečna je gledala, ko se niso hoteli igrati z majhnim želvakom zaradi njegovega sivega oklepa, saj je večina imela zelenega. Nesrečna je gledala, ko se niso hoteli igrati z majhno želvico zaradi trikotnikov na njenem hrbtu, saj je večina imela kvadratke. Nesrečna je gledala, ko se niso hoteli igrati z majhnim želvakom zaradi njegovih dolgih nohtov, saj je večina imela kratke. Nesrečna je gledala, ko se niso hoteli igrati z majhno želvico zaradi njenih velikih oči, saj je večina imela majhne. Premišljevala je, zakaj se to dogaja in kaj bi lahko naredila, da bi jih vse povezala. Na svojih potovanjih se je naučila, da je vsakdo poseben in prav takšen mora biti, da bi bil najboljši. Na svojih potovanjih se je prav tako naučila, da je vsakdo v nečem dober, zato ga je treba spoznati in sprejeti takšnega, kakršen je. Svoje znanje je želela podariti mladim želvam, zato je naredila načrt. Povabila je vse želvice od vsepovsod. Dala jim je težko in odgovorno nalogo, morali so zgraditi velikansko igrišče za želve. Vsak od njih je hitel razlagati, kaj ima rad, kaj zna narediti in v čem je dober. Ugotovili so, da želvak s sivim oklepom izdeluje najdaljše tobogane. Ugotovili so, da želvica s trikotniki na hrbtu izdeluje najhitrejše vrtiljake. Ugotovili so, da želvak z dolgimi nohti izdeluje najgloblje predore v pesku. Ugotovili so, da želvica z velikimi očmi izdeluje najlepše hišice na skalah. Naenkrat so bili vsi prijatelji, sodelovali so, imeli so različne naloge, a skupen cilj. Vsi so želeli zgraditi velikansko igrišče, vedeli so, da jim bo uspelo. Niso jih več motili ne siva barva, ne trikotniki, ne dolgi nohti, ne velike oči. Ugotovili so, da je vsakdo v nečem dober, da je vsakdo poseben in prav takšen najboljši. In kaj misliš? Ali mi je uspelo? Seveda jim je. V vsem prostranem morju ni želve, ki še ni obiskala velikanskega igrišča. In kaj zdaj počne velikanska želva? Z nasmehom počiva med igrali, želvice pa plezajo po njeni hišici in se kotolijo na vse strani. Ja, zelo, zelo lepa pravljica in človek nehote ob tem sodelovanju pomisli tudi na ta korona čas. Če bomo nekako sodelovali, bomo na koncu menda zmagali. Kaj, ste optimistka? Ja. Sigurno bomo. Marsikatera bolezen je, s katero smo se naučili živeti. Zagotovo naučili živeti, ne? Se bomo tudi s tem. Ja, verjetno ne bo kar zginilo čez noč, ne? Verjetno ne. Verjetno ne. Bomo videli. Ja. No, to je sicer to pravljico, ki sem jo prebral iz vaše druge knjige. Prva knjiga, ki je ugledala luč sveta, je pa Življenje v gozdu. Ilustracije je prispevala Kaja Lukač, reče pa se tem pravljicam zbirka terapevtskih pravljic. Zakaj? Zato, ker so to pravljice, ki imajo nek namen, ki imajo neko ozadje, imajo globino in to je v vseh teh pravljicah je vzgojni namen. Tako da te pravljice bi lahko tudi rekli, da so pedagoške, da so vzgojne, pomagajo vzgajati, pomagajo otroku razumeti svet, spoznati sebe, spoznati
način razmišljanja odraslih, pravila v družbi, prepoznati občutke, čustva svoja, znati jih poimenovati, znati jih izraziti. Smo pa zdaj tudi v sodelovanju z različnimi strokovnjaki se lotili prav terapevtskih pravljic, ki jih bomo namenili prav za terapije. Tam To je naslednji projekt. To je en projekt, ki že poteka, se že piše knjiga in tam bojo šle vse pravljice, ker zdaj to v teh knjigah so in ene in druge. Bomo dali nekako ven te pravljice, recimo kot je o delfinčku, ki obdeluje ločitev, bo šla v tisto zbirko tudi za zlorabe, za nedotakljivost telesa, za smrt v družini. Vrtec želv je tudi prebrana pravljica, v bistvu podlaga za pogovor o smrti, ker ta želva zaspi in je tam z nasmehom. Življenje pač pripelje do tega, da nas enkrat ni več, to je del življenja, ostanejo lepi spomini, ona je svoj namen opravila, nismo pa tega tle omenili. In tam bo takšna zgodba še poglobljena in bo tudi omenjeno. Je pa ta zbirka, ki nastaja, res namenjena terapiji, ker zdaj terapevti uporabljajo tudi te knjigice, pa oni vodijo naprej, ker vejo, kam lahko peljejo. So pa tudi spisane tako splošno, da so tu za širšo populacijo, za starše, za laike, da lahko preberejo in da nima pravljica škodo, da ne more narediti škodo, ampak mogoče jo ne znajo izkoristiti v maksimumu. Ne. No, vse zanimivo je, ne? Nekateri radi berejo, nekateri malce manj radi berejo in si bodo lahko zgoščenko tudi zavrteli, pa pravljice prisluhnili. Se igrali, pa vmes poslušali. Če bodo pa želeli, bodo pa lahko potem na koncu še ustvarjali. V vsaki knjigi je priložena tudi slikanica na nek način, ne? Ja, do zdaj je bilo tako, ampak zdaj smo se malo posodobili. Ta korona čas nam je posodobitev prinesel. Sem naredila na spletni strani dostop do vseh pobarvank, ker je tudi bilo povpraševanje, jih je hitro zmanjkalo. Starši se niso zavedali, da otrok rabi včasih isto pobarvanko 10-krat pobarvati, pa ga druga ne zanima. In so bile prošnje, jaz pa to pobarvanko bi še rabil. Tako da zdaj so vse dostopne, da si jih lahko natisnejo prosto. Brezplačen dostop je, ni povezan z nakupom knjige. CD-je smo tudi ločeno od knjige izdali za tiste, ki še vedno radi imajo fizični CD. So me pa že v štartu kregali, so rekli, sej, kakšen CD boš snemala, ne veš, da je to že mimo, računalniki več nimajo za CD predvajati, marsikdo ne uporablja več tega in res kakšni so mi pisali, ja, super CD, ampak kaj naj s tem, nimam ga kam dati. Tako da sem potem tistim ljudem pošiljala prek interneta pravljice. Da si lahko sam posname, potem presname na ključek, recimo. Tako, ja. Tako da zdaj smo dali tudi te virtualne CD-je ven, tudi na YouTubu so pravljice za poslušati online. Prebirali ste pa vi, ne? V knjigi Življenje v gozdu sem jaz brala, v knjigi Življenje v morju je pa Diana Žiberna, ki ima tudi Timi Kids TV kanal. Ona tudi pripravi vsebino, različne vsebine, kvalitetne ima, in tudi iz teh pravljic naredi kot eno animacijo, bere zraven, pokaže slikce, pokaže pobarvanke, še kaj zraven, kakšne like doriše, tako da je na zelo lep način, lušten, otrokom zanimiv prikazano, ni risanka, ampak nekaj vmes, ko smo malo povezali medije in to je tudi vse na YouTubu dostopno, da res bi rada, da je dostopnost pravljic, ampak pravim, nekateri radi imajo knjigo, primejo, eni radi. Ja, ki je tipam. Ja. Ampak so mi rekli, pa zakaj knjige, pa dej e-knjige. Pa sem rekla, pa ne vem, jaz otroku ne bi šla s tablico zvečer brati. Jaz rada knjigo vzamem, pa midva to drživa in pogledava. Da se malce lista, ne? Tako da hotela sem vse je zdaj dostopno. Smo se pa malo posodobili, pravi, meni ta virtualen svet ni toliko blizu, ampak vem, da marsikoga prav to bolj vleče kot te fizične stvari. No in mimogrede, jaz mogoče 20 let nazaj zagotovo ne bi javno prebiral kakšno stvar, ker imam kar težavo, sem dislektik, levo, desno, D, B, tako da
mi je bil tudi to kar mal napor, ne. Ampak šlo je v redu. Recimo, ne. Pa na glas kakšne besede imam bolj po svoje, ampak jaz včasih pravim, vsebina je pomembnejša, ne. Ja, vsebina je pomembna, jaz sem pa zelo iskala glas mame. Ja, seveda, ja. In sem prav že za svoje otroke iskala takšne CD-je, takšne zvočne pravljice, da ni v ozadju polno enih zvokov, da ni tega spreminjanja glasu, da ni to igranje, da ni to cela drama v tej pravljici, ampak da je res taka pravljica, kot jo jaz berem otroku. Malo zamenjam ton glasu, malo bolj glasno, malo tišje pa hitrejše. Ampak da otrok res sledi zgodbi, ne pa temu, da so velike spremembe znotraj pripovedovanja. No, saj tu mi na misel pride zvezdica Zaspanka, ne, mogoče Muca, Copaterica, Žogica, Nogica, pa mogoče Volk in 7 kozličkov. Vem, da so to moji otroci poslušali, ko so bili mali. Tista stara generacija bralcev, ne. Ja. Vse moji otroci tudi mi poslušamo vse te pravljice, ampak pravim, ampak jaz sem nekatere želela, pravljice vam pa niso bile všeč in ste rekli, zdaj bom pa jaz pisala pravljice, ne? Ja, marsikatero pravljico sem prilagajala. Tiste, ki so toliko široko znane, si tudi nisem upala preveč prilagajati, ker Sneguljčica, Trnuljčica pride otrok na koncu vseeno do tiste originalne zgodbe. Ampak marsikatero pravljico jaz imam sposobnost hitrega branja in sem vedno nekaj vrstic naprej in vidim, kaj sledi. Tole pa ne bodo razumeli, sem prikrojila marsikaj. Tudi prej sem verjela, da ima vsaka zgodba, kar kdo napiše, svoj namen, da nekaj hočejo povedati. Potem sem ugotovila, da ni tako, pa še vedno nisem verjela. In ko sem prvo knjigo izdala, sem videla, kako malo pregleda je, oziroma ga ni, noben ne preveri, jaz lahko izdam, kar hočem, samo potem je treba kupca najti, ne. Mislim, da bi moralo biti malo več kontrole, da bi rabila biti neka komisija, da bi se prebralo, preden se da tisti štempelj, da lahko gre knjiga zdaj naprej. Ker, če že tisti v komisiji ne razume pravljice, pa pravljica ne bi bila kar precej enostavna, pa takšna, da jo otrok razume, ja, potem je otrok še težje razume, ne. Jaz moram priznati, da nekatere te sodobne pravljice, ki so zelo popularne, ne vem, tudi uglaševane, pošteno povem, da sem jo tudi 2-krat, 3-krat prebral, katero pa jo nisem nič kaj več razumel kot prej, ko sem jo prvič, ne. Ja, meni se še ne zdi največji problem to, da ne razume, ker včasih tudi jaz kakšno informacijo skrijem v ozadje, pa vem, da ne bojo razumeli, ampak se zavedam, kaj bo to na podzavesti pustilo. In to je tudi moj namen. Slabše se mi zdi, ko tudi tisti, ki piše, ne ve, kaj ima namen spisati. In enostavno nekaj spiše in je na koncu učinek slab. Recimo sem brala eno pravljico svojih hčerki o eni princeski, ki je bila Alena, ki je bila grda, ki je bila nesramna do vseh, ampak ker se je ne vem, kaj že je bilo točno, ampak mislim, da se je en zaljubil vanjo in je potem se bogato poročila in živela srečno in ni rabila nikoli več delati. In je ostala nesramna do vseh in sem se spraševala, kaj je zdaj poanta te zgodbe. Da se moraš sam srečno poročiti, ne? Bogato. Ja, ne vem. Jaz ne bi rada tega sporočila prenesla svojemu otroku. In to ni bila edina zgodba. Tako da kakšne knjige kakšne zbirke pravljic sem enostavno zaprla in dala na stran in rekla, mi tega ne bomo brali. Zelo sem perfekcionist in se zavedam, da je to po eni strani tudi moja hiba, ampak sem zelo izbirčna pri izbiri literature, ker majhen otrok se ne bo enkrat spomnil tega, kar si jim bral, ampak gradiš mu osebnost, njegov miselni svet in je zelo pomembno, kaj izgradiš. Je pa verjetno pri pravljicah tudi to, ne? Ni nujno, da je kvalitetna pravljica, da je dobra pravljica, da se tudi potem dobro prodaja, ne? Lahko se tudi kakšne te pravljice, katere sva že omenila, ne?
bistveno bolj prodajajo, ker so oglaševane, ker jih svetovni, pa vsi mediji oglašujejo, in jih potem mora imeti vsak doma. Kako je pa pri vas to? Kako gre s prodajo? Kako gre s promocijo? Recimo, da je del promocije tudi tale najina oddaja. Ja, nisem se zavedala, da je veliko več pri pisateljskem delu promocije kot pisanja. In sem rekla, jaz bi rada pisala, jaz bi rada bila v stiku z otrokom. Ne maram vsega marketinga, ki pride zraven, ne maram tega elektronskega dela, pisanja računov, računovodskega. To ni tisto, kar je meni na dušo pisano. Ampak eno brez drugega žal ne gre. Razen če bi imela ob sebi človeka, ki bi prevzel cel ta del in z mano sodeloval, da bi lahko jaz samo pisala. Tako da pisanje je na žalost na tej točki še najmanj, čeprav to najraje počnem. In poskušam čim več dela preložiti na druge ljudi, se pravi, imam tudi človeka, ki mi ureja PR-ovstvo. To je? Noče biti omenjen. Noče biti omenjen. Pa ne govorimo o tistem, ki naj jo nekako povezal. Ne bova. Ne bova. Ne bova sploh o tem. Ampak pravim, poskušam res zadržati to rdečo nit in delati z odnosom in tudi potem dobim kritiko, ti se pa ne znaš prodati. Rečem, ne znam in nočem se znati prodati, ker moj cilj ni prodati se, moj cilj je pisati kvalitetne zgodbe. Ampak ne nazadnje so pa stroški, ne? Ja, stroški so veliki, tudi dela. Ilustracije, ne? Sploh se... Če odštejemo vaše delo, ne? Ja. Ne zavedajo se ljudje, ko kdo vpraša, koliko knjig si prodala, toliko 1000 knjig, po koliko, kakšna cena je, in potem grejo delati računice, toliko si zaslužila, pa rečem, ne, jaz sem v minusu. Jaz delam zato, da pridejo zgodbe do ljudi, da se jim olajša vzgoja, da otrokom pomagam in to je moj namen in upam, da mi bo vedno to na prvem mestu namen, na tem jaz delam. Ne pa, da bi obogatela, ker bi pol iskala kakšen drug poklic, kjer je hitrejši zaslužek, ali pa bi šla reklamo delati na kakšne druge načine. Moj namen je res kvaliteto priti in sem rekla, raje bom podarila knjigo komurkoli, enemu na cesti, kar tudi marsikdaj naredim, kot da plačam en Facebook oglas, recimo. Kako pa nastaja pravljica? Zdaj verjetno najprej v glavi, ko tečete, ko telovadite, zumba, ne vem, kaj vse delate, potem date to na papir, sta otroka prva, vaša otroka, ki nekako slišita vaš glas. Na začetku je bilo tako, da sem v bistvu na tistih izkušnjah, ki sem jih z njima doživela čez dan, kar je bilo problematično, smo dali v pravljico, da je meni potem bilo lažje to skomunicirati, da nisem kritizirala, ampak na en tak lep način posredovala to kritiko na vedenje. Zdaj pa je čedalje več pisanja po naročilu, da me ljudje prosijo za določene teme. Tudi ta ločitev pravljica o delfinčku je bila s tem namenom spisana in sem jo potem dala v to morsko knjigo kot 11, kot gratis pravljico, ker sem videla, da je veliko povpraševanje, da je ogromno družin, ki potrebujejo tudi o tem pravljicom. Delfinček in 2 Atija. Tako, ja. Pravim, veliko pravljic je spisano tudi po naročilu. Takrat je najprej tema, se pravi od zunaj, potem jaz premislim, kateri lik bi ustrezal tej temi, kako bom to povezala. Rabim začutiti njihovo stisko, začutiti svet otroka, kaj njemu ni jasno v tej situaciji, kaj bi mu rada jaz razjasnila, kaj bi mu rada posredovala, katero informacijo. Eno sliko si ustvarim v glavi in potem to prenesem v ta pravljični svet. No, vi ste, ko hodite na predavanje, ste tam mi poslali tudi del vašega predavanja, tudi vašo osebno zgodbo, ko ste v družini pričakovali 5. člana, torej 3. otroka, pa se je zgodilo, da ni prišel na svet. To pa je bilo hudo, ne?
Ja, to je bilo v bistvu v 5. mesecu nosečnosti, ko smo že mislili, da je to. Vse hudega mimo, da je samo že lepo, ne? Da je kritično obdobje mimo, smo se veselili, smo ime že imeli, vse splanirali. Se je zgodilo in je bil šok za vse. Jaz sem bila zlomljena, otroka sta imela cel kup vprašanj in žalosti, negativnih občutkov, s katerimi se nista znala nositi. Jaz sem se tudi soočala, tako kot sem se, in ima tudi nisem mogla biti mogoče takšna podpora, kot sta ona dva takrat me rabila, da bi bila. In smo s pravljico o želvi, kar smo prej prebrali, v bistvu to predelali in oni in jaz. Tako da so te pravljice marsikdaj terapevtske ne samo za otroke, ampak tudi za bralce, za odrasle, za tiste, ki pripovedujejo. Kaj ustvarjate zdaj? Nekaj ste že omenili. Zdaj, mimogrede, to morava še omeniti, te dve zbirki pravljic, to lahko rečemo kar zbirki terapevtskih pravljic, sta išli tudi v nemškem in angleškem jeziku. Ja, Pa res je ste na Amazonu je. tudi. To je angleška knjiga, pa nemška tudi. Vse izgledajo enako. Tudi zgoščenka potem Zgoščenka, pride angleška. To boste vi prebirali? Ne, angleščina ni moj jezik, tako da sem našla profesionalko in je to tudi profesionalno naredila. To sva prej rekla, zakaj bi se Tako, zakaj bi jaz to vse delala, če nekdo drug dela bolje. Nemški CD sem tudi želela narediti, ampak nemški jezik mi je tako grd, da ko sem imela avdicije, moram reči, da recimo za angleški CD je bilo čez 100 audicij, dokler nisem dobila ta prav glas, sem zelo izbirčna in za nemščino sem preslušala kar nekaj. Trda deluje, ne? Ja, trda je in se nekaj, jaz ne najdem tisti glas mame, tisti nežen glas, pomirjujoč, ki da otroku varnost. Karkoli sem slišala, je meni izgledalo grobo. Sem rekla, ne bom, tega se jaz ne grem, tako da nemškega jezika zaenkrat ne bo, razen če najdem. Samo pisani bo, ne? Pisan pa je že, ja. Kaj pa Amazon? Ja, Amazon je že, e-knjiga angleška pa nemška sta že gor. Tako da smo šli v svet, prvi korak so bili Slovenci v Angliji, ki so nam odprli ta vrata in so imeli projekte. To je tudi spletna stran, ne? Slovenci v Angliji, Ja. kjer bodo si lahko gledali tudi to oddajo, kolikor vem, ker tudi druge predvajajo na tem spletnem portalu. Obveščajo Slovence, ki živijo v Angliji, To pa je zelo tudi lepo, v tujini. ne? Kaj se ja. dogaja v Sloveniji? Ja, pa tudi začeli smo pa s sodelovanjem tako, da so ustvarili projekt Knjižne police in bralni izziv in so iskali gradivo za Slovence, ki živijo tam, da imajo slovensko literaturo. Tako da so me takrat prosili, če bi kakšne knjige tudi njim donirala in sem bila navdušena nad projektom, nad idejo. Lahko tudi kontaktirajo mene, z veseljem bom, če imam še kaj doma. No, super, bom poročala. Tako. Tako da takrat je začelo sodelovanje, tudi sama se nisem zavedala, sem rekla, ok, če so me zdaj zafrknili, pač naj imajo tistih nekaj knjig, nisem vedela, kam bo to peljalo. Potem so mi oni tudi našli angleškega, oziroma priporočali angleškega prevajalca, pa sem imela kar nekaj ponudb in sem na koncu res njega izbrala in je odlično opravil delo. In tudi, ko sem potem želela priti v tujino, sem jih povprašala, ok, zdaj, a imate kakšno idejo, kako priti zdaj v Anglijo recimo, in so mi precej pomagali, me usmerili, da sem potem tudi prišla do Amazona. So mi bili v pomoč. Oni so tudi izdali že nekaj svoje literature, tako da so bile koristne informacije. Vse vrata odpirajo, čeprav se zdaj meje zapirajo, ne? Ja. Ampak menda se bodo Zapirajo se meje, ampak pravim, na tem svetu interneta te je meje, odprto. fizične meje bomo že nekako prebrodili, ne? Te meje v glavah, te so bolj nevarne, ne? Ja, te je težje Težje. odstraniti.
No, ampak se bomo borili, ne? Ja. Boste kaj napisali še? Nekaj ste že prej omenili za tiste posebne skupine, ločitve, Ja. nasilje telesno pa tako naprej. Ja, piše se še 3. knjiga, je približno polovica spisana, pa nekako ne pridem naprej, ker se ukvarjam s temi prevodi in z virtualnim svetom pravljic. Ampak je namen, bi mogla že biti odzunaj knjiga, pa bo verjetno v prvi polovici naslednjega leta Življenje v hribih. Potem je namen Te ste radi v hribe? Jaz sem bolj morski človek. Potem še 2 na podoben način, se pravi 5 knjig bo vse skupaj, Življenje v in bo drugo naravno življenjsko okolje, tako da bodo otroci spoznali različna življenjska okolja, živali, ki živijo v njih. V vsaki pravljici tudi predstavim neke posebnosti te živali, da tudi nekaj novega se naučijo, da dobijo neke koristne informacije. Tako da bo to en tak Hkrati paketek. tudi sebe učite, ne? Obnavljate svoje znanje, ne? Ne obnavljam, prav učim se, ker res marsikaj še sama nisem vedela. In vedno, ko začnem pisati, recimo o morskem konjičku ali pa o morskem psu ali o sovi ali karkoli, najprej grem se kaj naučiti o tej živali, zato da vem, kako izkoristiti maksimalno ker včasih so kakšne kakšne banalne posebnosti. stvari, ne? Koliko pa ima nogic čebelica, ne? Ja, vse te podrobnosti se dajo zelo lepo izkoristiti v pravljici. Ja, super. Jaz upam, ne, da vas tale pisateljska, pravljična, terapevtska žilica ne zapusti še kar tako, ne, hitro, da je še dovolj energije za pomagati osebam s posebnimi potrebami, ne, da se znate tam razdvajati, pa seveda, da najdete potem čas tudi za svojo družino. Ja. Ker družina je pa tisto zadnje zatočišče, ne. Nekako zaenkrat še usklajujem vse skupaj, povezujem bolj. Super. Hvala vam, da ste Ja. bili naša gostja v tem, jaz mislim, da kar prijetnem okolju, ne? Zelo, Ja. zelo prijetno in hvala tudi vam. Hvala seveda tudi za podarjeni knjigici. Veselje. Hvala pa tudi vam za pozorno in po zasavsko srečno. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.